Ne. Evo nas v Ta Marsejlu. prava dolenščina bi bila Ciril je drugič v Marsejli. Dobro jutro. Evo sam še tole spakiram, pa ti povem, kaj se dogaja. Sem na jugu Francije, okolica Marseja, zdaj sem zagledal ta klobuček, kaj se sezujem. A mi paše? Glavno, Toyota je sem povabila vse tri atmosferce za to, da sedemo v novo Toyota CHR plug-in, torej priključen hibrid, ki se v osnovi, mislim v goli osnovi, ne vem zdaj kaj zdaj kle razlagam, da pojmo se pelat, pa ti pa več povedam. Pali zdaj to, pripeljali so enega, ki je čist razrezan, zato da ti lahko pokažem, kako je v osnovi razporejena njegova baterija. Evo, poglej ga, pa se dajmo najprej lotiti barv. Zakaj misliš, da je tale del rdeč, pa tale moder? To je eden izmed načinov, kako ti lahko znamka na drugačen, precej nazoren način pokaže, kateri deli kletke oziroma te osnovne strukture so tisti, ki so sestavljeni iz ultratrdnih jekel in so pri različnih trkih še posebej na udaru. To se pravi, tukaj govorimo o frontalnem trku, tale del prevzame največ energije, pri bočnem trku pa seveda bez stebriček. V resnici sem ti pa hotel pokazati, kako vse skupaj izgleda znotraj stvari, ki jih pri avtomobilu običajno ne vidiš. To se pravi, štrom teče po oranžnih kablih. Poglej, recimo, vse skupaj se začne tukaj noter, zato ker boš ti avto tukaj napolnjen. Pozab, tale CHR je priključen hibrid. Tole, če se ne motim, je polnilnik, tole je krmilna enota. Baterija, poglej, je shranjena pa v podn avtomobila, kar pomeni, da v osnovi tale avto z izjemo parih komponent tudi ohranja prostornost običajnega CHR-ja. Ajde, zdaj sem se malo zlagal, zato ker mislim, da za 30-40 litrov prtljažnika ima manj. Njegova prostornina ti bom pol pokazal pri avtomobilu, ki se pele po cesti, znaša se mi zdi, da 310 litrov, kar ni rekordno v segmentu, ampak se mi zdi, da za velikost samega avtomobila dovolj. Pa če sem čisto iskren, zdaj bi se moral fejst potruditi, da bi našel avto v tem segmentu, ki zgleda bolj atraktivno. Prosim lepo poglej to, sploh tale dvobarvna karoserija pa v kombinaciji s tole zlato, pa s tem zelo dinamično oblikovanim zadkom. Ful mi je hud. Ok, zdaj so pa rekli po tunelu na zajtrk, pa se gremo pa pel. Let's go, enjoy your drive, piše na vratih. Thank you. Kako so rekli, po vrstke hiše v Trst. Evo jih, tole so avti, ki jih bomo vozili. Brata sta že za mano, bom dovolil Juretu, da pojasnim kakšno tako osnovno tehnično karakteristiko, pa si gremo pa pelati, prav? Kaj je to mađarsko? Yeah, this is Hungarian. Let's find... Slovenija. Gremo opera slovenščina. Okay. You need to go downstairs. Okay. RSA. On the right side. Thank you. It will be open because my colleague is there. Okay, thank you so much. Enjoy your day. Bye. Nova zakonodaja določa to, da vsakič, ko avto prestopi omejitev hitrosti, kar je lahko tudi za malo, ampak se zgodi pogosto v enem dnevu, čeprav ne teraš ali pa kaj. Pravih v takih mestih, kot smo danes, je to ok, ker ne veš, koliko so omejitve kje, ne? Ja. Pri nas ti gre malo na živce. Ja, to je res. Zdaj si Ciril je drugič v Marsejlu, ne? Ciril drugič v Marsejlu. Marsejlu! Ne. Evo nas v Ta Marsejlu. prava dolenščina bi bila Ciril je drugič v Marsejli. Ampak je čisto verjetno, on ve, on ne rab piskati. A lahko ti sam prej Tukaj gremo čez Ločno, ne? Ločna, Plava laguna, tovarno zdravil Krke. Ciril vse ve. A ti lahko sam poveš osnovno tehnično karakteristiko za avto? No more boring cars. Spredaj Lahko tudi ti, Saša, ne? Ne, vse gre zgrem ven, vse ok. Užal si. Prid nazaj! Spredaj pred nami je 2-litrski atmosferc. Izgoreva bencin v Atkinsonovem ciklu. Škoda, jaz te tvoje pauze režem, kako montiram, stari. Zato, ker pauzo naredim, ker vem, da mi boš v besedo skočil. Midva sediva nad baterijskim sklopom. To sem pokazal. Pogonski akumulator, 13,6 kWh. Tukaj sem te čakal. Za Sašovim hrbtom je 12-voltni akumulator, Ja. pa 310-litrski prtljažnik. Koliko se pa lahko peljamo na štrom, da še to povem? Ja, dobro, to je pa tako, ne vem, zakaj njega to je pa- sprašuješ, Zdaj ti povej. kakšne pauze ti dela, 66 km, 7 kW polnilnik ima. A veš, kaj še nisi povedal? Da se lahko od 0 do 80% nafila v eni uri. Stari, to se jaz vem, pa on ti pauze dela, jaz bi ti lahko to tako izstredil. Dobro je naštudiral. Jaz ga nisem videl še tako načiten. A veš, folk pozna Jureta, da ti on vse tako pove, pa je on tehnični tip. Jaz to vse vem, stari. A sem moral kaj prilagoditi, zato ker smo malo težji. Sam še to.
Pa lahko neham vlog snemati, ko smo se povedali. Prilagodili so podvozje. Aha, so ne? Ja, zadaj, pri prejšnjemu CHR-u, samo če si imel e-drive pogon zadaj, se pravi, da si imel 4-kolesen pogon, ne? Si imel posamično 5 kolesa. Zdaj jih pa imaš tukaj to. Še v Vinke so nas poslali, stari, to je kar samozavestno, glede to, da je avto 200 kg težji. Saša mi je povedal, koliko kilometrov smo ravno kar prevozili, se pravi za nami je taka neki avtoceste, veliko podeželja, veliko umirjene, pa tudi neki športne vožnje, poraba nam kaže po tem trenutku 3,6 litra na 100 km. A ste videl opazila dvojen spoiler pri CHR-ju? Ja. Dobro zgleda, ne? Mater, si lepa kar lepo, Jure, le to. Kaj imamo? Evo mode. Ker smo v Vstopu z nizkimi emisijami. Na cesti, kjer ne smeje ogenj goreti nad vali. Nič novega ni, če imaš ti recimo priključenega hibrida in imaš del zaloge električne energije, ki jo prišparaš za območja, kjer je nujno, da se voziš na štrom. In to delamo zdaj, kako smo rekli, Jure, z geofencingom. To se pravi, avto avtonomno se odloči oziroma prepozna samo od sebe, kdaj smo v območju, kjer velja samo štrom in to počnemo zdaj. Ampak Ciril, si pozabil povedati. Kaj sem pozabil povedati? To avto prepozna in ve, če si ti na njegovi navigaciji, ne na telefonski. Ne? Ja, seveda, ja. No tako, mi smo odpeljali prvih 100 pa še nekaj kilometrov. Bi bilo narobe, če ti avta ne pokažem z vseh strani še od zunaj, je res. Poglej, tole je srebrn. Kot sem rekel že na začetku vloga, v resnici se od običajnega CHR-ja ne razlikuje kaj dosti. Smo pa rekli kaj, če malo ponovimo, to se pravi do dobrih 60 km električnega dosega, prilagojeno podvozje dodatni masi, kar pomeni to, da ker je avto 200 kg težji, da je podvozje prilagojeno na ta način, da zna boljš blažiti, boljš nositi to maso. A ja, pa o polnilniku nisem nič povedal, ne? Vse to smo v bistvu že povedali. 7 kW polnilnik. Čeprav ne, konkurenca. Le še Luka, to sem dal kadr, pa zdaj še Saša prišel. Lej. Ne, kam greš? Luke, poglej. Dej pozdrav, no. Kje si Luke, no? Zdaj smo pa vsi A tukaj. si vse posnel, Luke? Ceno smo rekli pa šlo 40, ne? Ja. Da se začne. 38, 490 s popustom na financiranje. A se vidimo? En hiter skok v Ljubljano za čist na konc. Zaključek tega vloga nam je odnesel veter. V resnici se na koncu zgodi samo še to, da z Juretom pa Sašo malo razmišljamo o tem, da ko začneš malo na kup metati, v resnici ni na voljo veliko priključnih hibridov, ki bi bili krajši od 4,5 metra in bili na voljo za manj kot 40 000 evrov. Tale mislim, da če potem upoštevaš tisti Jure pa pol popusta, je za švoh 38 500 že na voljo. In v tem seveda dobiš, dajmo reči, give or take 60 km vožnje izključno na elektriko. Kakšna stvar še za pohvaliti, res se fino pele, ni velike razlike v primerjavi z običajnim CHR-jem, pa mislim, da sem v vlogu rekel, da je 200 kg težji, ta prava številka mislim, da je bolj okrog 160. Orang avto, kar celostno gledano, dobro zgleda, dobro se pele, konc koncev, ne, samo še en pomislek. Tale CHR, ne, ko malo gledaš Toyotino ponudbo, ne, njihovih pluginov, pismo, a je Prius malo ogrožen? Mislim, a veš, glede uporabnosti, CHR ima večji prtljažnik, pa dobro, gre za dva povsem različna avtomobila, ampak tako, ker človek malo razmišlja, kaj dobi za ta denar, je kar malo za zgruntati. In to je to. Ceno sem povedal, vse ostale stvari tudi, če imaš kakšno vprašanje, oglasi v komentarjih. Če pa hočeš zvedeti, kaj od CHR je še bolj podrobno, pa predlagam, da si pogledaš moj video prve vožnje modela, tam gre pa še druge detajle. Pritisnem spodaj link in to je to. Folk lepo se majte. Ajde, čau.